Prav lepo pozdravljeni v 5. oddaji S teboj lahko. Tokratna oddaja bo še posebej zanimiva, saj bomo pogledali v zakulisje letošnjega izbora Miss Slovenije, pa tudi v zakulisje delovanja Varstveno-delovnega centra Zasavje, pa tudi v projekt S teboj lahko. Jelka, Verk, v zelo lepem okolju smo, ne? In jaz kar mislim, da vi v tem okolju še niste bili, kaj? To glih ne drži, sem že bila. Res da? Tako je, ker sodelujemo z VDC Zasavjem, tako da sem bila v njihovi bivalni enoti. Nisem bila pa prav pri ribniku, to pa drži, ja. Zelo lepo, no. No, ko ste rekli, sem bila, ne, sem mislil, da ste tudi ribička, ne? Pa niste, ne? Ne, to pa nisem. Ne, nisem. No, pogosto pa tu lovijo ribe, ne? Tako da je prijetno okolje, če vas bo kdaj zagrabilo, ne? Tudi ta šport, recimo, ne? Dobrodošli v naše konce. Lahko tudi drugače pridem, nisem glih za ribolov, a ne? Smo rada bolj adrenalinske zgodbe, a ne? Pa bolj take v tej obliki, težko se samo mirim, ker imam skozi polno idej, kreativno, ampak drugače pa pridem z veseljem sem. Seveda ne bova o tem govorila. V rokah držite krono aktualne misice Miss Slovenije leta 2020-2021. Pa greva najprej malce na izbor. Kje je potekal izbor? Koliko kandidatk je bilo? Če začneva čisto od začetka, je bilo prijavljenih 120 deklet, potem smo imeli polfinale v Rimskih termah. V bistvu lahko rečem več kot leto pa pol nazaj, skoraj da ja, meseca junija. Ja. Jaz smo pa celo leto imeli aktivnost s 15 finalistkami na vsebino, oziroma na vsebino Zasavja bolj kot ne. Glavno dogajanje in aktivnosti vezane so bile pa tudi na občino Hrastnik, ker je bil tudi zaključek finalne prireditve. In verjetno je malce tudi, ima nekaj tega vtisa, tudi krona, ne, hrastniškega. Res je, drži, ker vse, kar delamo, ni naključje, da je temu tako. To pomeni, da delamo vsebinsko, ker se mi zdi, da vsaka stvar mora res stati z namenom tam, ker stoji. In to je krona, ki jo je izdelala porazpravljevalka lanskoletna, ker je študirala tudi oblikovanje kovin in sem ponosna, da je lahko tudi pokazala. In ni meni boljše zgodbe, da porazpravljevalka naredi krono za naslednjo zmagovalko. Se mi zdi, da ta sporočil res lep. Kar se pa krone tiče, je pa zelo pomembno in v bistvu predstavlja zgodbo aktualna Miss Maja Čolič, nosi zgodbo prejšnjega leta in to pomeni premog, hrastov list, brušeno steklo in še malo kančka Mordem Beauty. In se mi zdi prav, da krona nosi vsebino, da je samo zlata in da je krona. In ker predstavlja in potuje z njo po celem svetu in vedno so naše krone opazne, odkar so vsebinske. No in tam, kjer je hrast, so tudi želodki, ne? Tako je, drži, vedno. No, pogosto govorite, pa rečete, odgovarjate, smo pripravili, ampak kakšno je pa vaše delo pri izboru Miss Slovenije? To, kar delam, res rada delam. Res mi je fajn, Zakaj pa rečem smo? Zato, ko človek ne more vsega sam. Lahko imaš ogromno idej, lahko si kreativen, ampak oddelati pa podelati ne moreš in zato rabiš res ekipo, ki na koncu verjame v tvoje sanje, da postanejo tudi njihove sanje, se prepoznajo v tej zgodbi, in ne moreš sam. Zato vedno rečem smo, zato ker ne bi dan stala verjetno tukaj, če ne bi njih imela. Te zmanjka, ker dan ima samo 24 enot, zame, za vse nas, in sem vesela in ponosna. Moram pa izpostaviti to, da kar je pa uspeh pri projektu, odkar delam sama, je pa to, da kandidatke projekta Miss postajajo del ekipe. To je pa meni zmaga, taka osebna. Da se res želijo, pa da res fajn pa je, da je to, kar delamo. In s tem se tudi večamo, širimo, v bistvu smo močnejši, ampak sam si težko, No, seveda, vsak, ki pomisli na izbor Miss Slovenije ali pa tudi Miss sveta, v prvi vrsti pomisli na lepoto deklet, ampak ni samo to, ne? Jaz bom rekla, da je lepota zelo relativna in tudi, če se mi zelo usedeva, pa pogledava naše dobitnice nazivov in na komu vizualno ta bolj všeč, na komu druga,
ampak lepota res izvira iznoter in temu se reče gracioznost, simpatičnost, nek življenje, neka življenjska energija, ki jo dekleta nosijo s sabo in to je lepo in to ostaja. Izključno zunanja lepota je minljiva in je zelo prazna, no. Zelo prazna in tudi, ko smo si ljudje všeč, zakaj smo si všeč? To, ko se čutimo. Ne zdaj, ker se vidimo. Ljudje vedno čutimo stvari in nam je fajn, to, ko nam je prijetno, in to je v bistvu tisto, kar lahko gradiš na dolgi rok. In tudi projekt je narejen s čustvi in z emocijami in težko dekle, ki bi bilo izključno lepo, to upravičuje. Upravičuje. Ja, težko zagovarja to, ker vedno rečem nekaj, da to vam mora biti užitek. Tako morate same dihati in razmišljati, ne zato, ker je Jelka to rekla. No, jaz se sam spomnim, sem že pri kakšnem projektu sodeloval, vem, kako težko je krčiti izbor, potem na tisti finalni izbor, pa potem še zbrati tiste najboljše. Je težko? Grozno. Povem, da to mi je pa grozno. Zdaj, ko imaš na konci se res navežeš, da rečem, sinčka mama, in sem si tudi želela sinčka, ker sem neka hčerka, ima vsak let toliko novih, da bi si sem se res želela, ampak hočem, da res ni prijetno. Vsak reče, pa vse to je simpel, ni simpel, zato ko je vsaka ima neko svojo osebnost, vsaka ima neko svojo dodano vrednost in za vsako ti je težko na koncu. In moram reči, da letos, ko smo zaključili, 8 nazivov je bilo, 7 deklet ni osvojilo naziv, moram reči, da sem ful srečna, ker ste me še 2 po temu končanem projektu poklicali, pa me bi si pa želela biti še zraven. In se mi zdi, da jaz si želim, da bi vse ostale, ker za vsako bom nekaj najdla, ampak je težko, tako se reči, pa zakaj ne bi dal še kar 7 nazivov zraven, ker se mi zdi, da si pa vsaka konec koncev tudi želi lento, in tudi temu je prav tako, s tem nič narobe, zato so tukaj, Je pa fajn, da so skozi projekt, pa vse to zgodbo dobile možnosti in priložnosti in določeno širino, Vse, kaj ti lahko dam, največ, kar lahko dam, je širino, možnosti in priložnosti in to v bistvu skozi objekt lahko zagotovim, da dobijo dekleta, No, prej sem videl, pa tudi že pred dobrim mesecem, ko smo se srečali pred Varstvenim delovnim centrom, ko sem izustil, tako bolj na hitro, Misica, da vam to nekako ne pade ravno v srce. Ne reče se tako, ampak običajno pa kar rečemo tako, Misica Slovenije. Načeloma se to reče, meni se pa ne zdi prav, ker sploh ni vsebina naša taka, To pomeni, da aktualna Miss Slovenije oziroma ambasadorka Slovenije. In jaz, na primer, Miss Slovenije vidim, tako imamo mi predsednika države, bi mogla druga funkcija biti kot ambasadorka Slovenije, tudi Miss Slovenije. In meni je to, da ti celostno predstavljaš celotno Slovenijo, se zavzemaš za šibkejše, za manj opažene, za bolj vključujoče in mi je Misica tako stereotipno, tako zelo in me potem kar malo zaboli, ko reče, ne, potem takoj pademo v neko zgodbo, v kateri res nismo in se mi zdi, da se dekleta res trudijo, vlagajo svoj čas, energijo v ta projekt, se mi ne zdi spoštljivo. Vedno je pomemben odnos, in odnos do ženske, do vsakogar je pomemben odnos, da ga spoštujemo, In tu se mi zdi, da potem skozi to zgodbo, da ni spoštovanja v tej besedi, do deklet, No, bom pazil, da mi ne bo več ta besedica ušla. Prav pa je, da ste to pojasnili. No, če se vrnem še mesec nazaj, ko je bil ta prijeten dogodek pred Varstvenim delovnim centrom v Zagorju, S teboj sem jaz ali pa tudi projekt S teboj lahko. Kako vi na to gledate? Kako so tudi Miss Slovenije, pa kandidatke za Miss Slovenije to sprejele v vaših očeh? Jaz mislim, da sem navdušena. Ta zgodba je in osebno tako pisana mi na kožo in se mi zdi, da tudi s tem, kakorkoli smo mi doprinesli, tudi projekt S teboj in kar bomo skupaj sodelovali, se mi zdi, da je sodelovanje z VDC Zasavje tudi nam doprineslo kredibilnost in to nestereotipnost, kar smo imeli prej pogovor, da smo, rečemo temu, res nekaj naredimo v tej smeri. In jaz moram reči, da ni ga nasmeha, ko prideš v VDC, pa so te res vsi veseli. Pa tudi dekletom, ko smo potem vprašali, kjer dogodek je bil pa vam najbolj všeč v tem letu, ker smo jih kar nekaj imeli, so večina njih rekla, da v VDC, ker se čuti iskrenost, in to, tako sem rekel, da se čutimo, ne samo vidimo, in radi damo. Ljudje radi damo kaj od sebe,
Je pa tako, da je v ljudeh pomembno, ne, da kot vodja neke ekipe imamo vedno možnost, tako si ne v partnerski zvezi, kaj iz človeka potegneš, ali najboljše ali pa najslabše. Ne? In se mi zdi, da je v tej zgodbi smo potegnili najboljše in iz deklet in se mi zdi, da so tudi uporabniki iz deklet potegnili najboljše, kar lahko dobiš od človeka in so bile, mislim, da res srečne tudi one in verjetno so za nasmeškom ta večer zaspale in zato je tudi temu drugače letos, ne? To meni, da aktualna misija ambasadorka projekta S teboj lahko in še ostale dobitnice nazivov so se priključile tej zgodbi, tako da je to v bistvu dober pokazatelj uspešnosti in čutenja zgodbe in sodelovanja z VDC Zasavjem. Koliko pa ste poprej poznali tudi kakšne druge uporabnike varstveno-delovnih centrov po Sloveniji, preden ste spoznali zasavske? Moram reči, da sem že delala. Za VDC Šentjur smo zbirali isto eno akcijo, smo imeli, ker so dekleta delali na kmetiji in smo potem čez dan vse, ker smo naredili med, kruh spekle pa nabrale čilije, smo potem zvečer naredili pakete in smo dali na aukcijo in smo skozi to zgodbo potem zbrali denar, da so šli potem lahko na morje. No. Tako da poznam malo, nisem pa zdaj aktivno bila z večjimi VDC. Mislite pa, da kot družba bolj sprejemamo recimo v navednicah drugačne ali pa malce drugačne ljudi, kot smo jih desetletja nazaj? Jaz sem prepričana, da bolj, ampak še vedno premalo. To je moja ocena. Ne? Kje se lahko izboljšamo? Sami pri sebi. Vsak pri sebi, ne? In ljudi moramo ozaveščati in jih v bistvu njih vključiti. In da dobijo stik, da je to pa to čisto nič ni groznega. No? Ker mi imamo malo težav, da se ljudje ne znamo včasih obnašati, kaj je prav, pa kaj kako bi odreagiral. Ta reakcija je vedno tista, taka zna ratati neprijetna. Ne? Ampak če bi ljudje prišli v stik s tem, pa skozi neke zgodbe, bi rekel, kaj je bilo pa z mano prej narobe. Neke te stereotipe se v bistvu je treba razbiti. No? No, jaz sem se že pred davnimi leti zaljubil v varstveno-delovni center in se res rad vračam tu sem med te čudovite ljudi. Pa se mi zdi po iskicah v očeh, da se tudi z vam nekaj podobno dogaja. Mene se ne bojo rešili, kaj ne rečem, se ne bojo rešili, tako jaz delujem tudi na drugem področju, za blagovno znamko More Than Beauty. No še malo besed o tem. Ja, to že sama beseda pove, blagovna znamka, jaz sem tako srečna, imamo te uporabnico in se mi zdi tudi tale VIP Zasavje, ko so meni vključeni povezani. Res je to neka zgodba, da delaš neko, rečemo temu, modno blagovno znamko, ki je družbeno odgovorna na drugačen način in ima za vsebino. In meni te jakne, ko jih v VDC-ju zašijo te ljubi, res je fantastična ženska, da ima, se čuti to. In meni se zdi, da je mogla moda ratati res na način, da se izražaš, ti imaš pa to jakno, torej ti ni vseeno, mar mi je, ker ljudje se radi lepo oblečemo, ampak zakaj ne bi s tem pokazali še nekaj več? In je tudi ta nek kanal, kjer lahko nekaj več naredimo, da ljudi ozavestimo, ker tudi če pa nimaš časa, pa lahko kupiš jakno, pa si s tem vključil uporabnika in malo v zgodbo in vsebino. Drugače jakn je ogromno na trgu, sej ni to neka umetnost, ampak za tako vsebino smo pa prvi na svetu. Ampak tako dobrih copat, kot jih pa delajo v varstveno-delovnem centru Zasavje, jih pa tudi ni povsod na pretek in so jih kandidatke za Miss Slovenijo z največjim ponosom pa veseljem nosile pred dobrim mesecem. Tako je, držim to prvič. Ni se še zgodilo na Miss Slovenijo zgodovini, da bi dekleta nosile copate. Tako da smo Slovenci copatali, tudi malo. Odvisno, katero smer. Odvisno, katero smer, ker včasih preveč, včasih pa premalo. Malo si moramo še tega balansa narediti, ampak tudi tale njihova blagovna znamka Prešito, ima res smisel tudi, všeč mi je sploh, ko malo reciklirajo. Imajo ta zero waste, če se da tako izrazim. Tudi naše finalistke so zbirale džins za njihove produkte. Meni se zdi, da ne smemo imeti težave s tem, da če nekomu pomagamo mi manj, ampak da se moramo povezovati, da bomo imeli vsi več in s tem močnejši. In se mi zdi ta sodelovanje naš, da res ratujemo vsi močnejši, večji in lahko naredimo večje premike, kar je pa na koncu smiselno. No, preden dava mi dva še drugim, ali pa drugi besedo, je prav, da mogoče za konec rečeva še to,
Mislim, da zdaj aktualna Miss Slovenije ne bo imela tega privilegija, da bo kar 2 leti, ne, Miss Slovenije, ampak bo na žalost ali pa tako kot pritiče samo 1 leto. Ja, drži, naslednje leto nekje mesece maja, junija imamo v planu. Če nam bo korona dala? Tako je, če ne bo pa svet 2 leti, tako da nič ni zagotovo. Meseca novembra potuje na svetovni zbor, decembra 16. je Porto Riko. Torej več časa za priprave, če je Meni to je super, izbor ker sem imela junija. že skozi, malo mi je bilo, ker je bilo konec septembra načeloma vedno v Sloveniji finale, čez 1 mesec je pa že potovala in vsaka je malo zbegana. Normalno ti si želiš krone pa lente, ampak ko pa dobiš, je pa vsi ne razumeš čisto dobro stvari. Tako da sem imela zdaj maja več časa za priprave, kar je za njo veliko lažje. In sem imela že prej razmišljala, kako bi zamikala, pa sem hotela za 1 mesec nazaj, da eno dekle ne prikrajša za pol leta. Zdaj se je pa v bistvu poklopilo tudi tako, da je vsake minus tudi 1 plus. Da ima tudi maja zdaj v bistvu več časa. In kje bo izbor? Prej mogoče nisem ujel. Zagotovo v enem svetovni zbor, Ja, Porto Riko. v Porto Riku. Ja. Kar se korone tiče, se ne more ustaviti ali pač? Načeloma je tako, da ne, glede na to, da mora biti vse cepljena dekleta, smo že dobili sporočilo, da je treba poskrbeti za te stvari, da bojo lahko izvedli Je svetovni to zbor. tudi velik finančni zalogaj? Kako je s tem? Če ga ne bi delala s srcem, ga ne bi delala. Zagotovo ne. Se lahko zgodi, da postane Miss Slovenije tudi Miss sveta? Bi si želela, da bi temu tako bilo, ker bi si zaslužila to, ampak ko bo v Sloveniji večja podpora, bo mogoče tudi to ratalo. Maja Čolić, aktualna Miss Slovenije za leto 2020-2021. Iskrene čestitke za ta laskavi naziv. Najlepša hvala. Vidim, da vam tale krona zelo paše. Hvala. Mimogrede je težko nositi. Ne, moram priznati, da je precej lahka, tako da gre. Kaj pa potem, ko ste na tej slovesnosti, ko so vam jo položili na glavo, ste morali zelo paziti, da ne bi mogoče zdrknila dol? Iskreno nisem v tem trenutku imela časa razmišljati o tem, tako da sem se sam sprehodila in je bilo vse tako, kot mora biti. In kakšna so bila vaša pričakovanja? Že takrat, ko ste se prijavili, slišali smo več kot 200 lepih, pametnih deklet iz Slovenije. Nisem imela nobenih pričakovanj, ker sem vstopila v projekt, sem pa imela en jasen cilj, da ostanem sebi zvesta in da od projekta odnesem kar se da največ, in temu sem sledila skozi cel projekt in se mi zdi, da sem to tudi dosegla. Na koncu pa ves ta moj trud, ki sem ga vložila, tudi obrodil sadove in je pripeljal do tega. No, za razliko od drugih sogovornic, ki se bodo zvrstile pred mikrofonom, se je vam na nek način to zgodilo 3-krat, da ste bili kandidatka na izboru Miss Slovenije. Prvič, zadnjič pa nikoli več. Res je, ja. Kandidatke se načeloma lahko prijavijo večkrat, razen nosilka naziva oziroma zmagovalka, pa se ji to lahko zgodi samo enkrat v življenju. V kakšnem spominu vam je ostalo tisto srečanje pred dobrim mesecem pred varstveno-delovnim centrom, pa verjetno tudi v samem varstveno-delovnem centru, kolikor ste si ga ogledali, pa uporabnike? Vsakič, ko pridemo v varstveno-delovni center tukaj v Zagorju, so občutki res neka taka iskrenost, veselje, ljubezen. Mi damo njim, ampak najpomembneje, da dajo oni nam nazaj, in ko gremo od tukaj stran, smo vse polne neke dobre volje, pozitive energije, in ta dogodek, ki smo ga izvedli v bistvu z uporabniki VDC-ja, je bil res, lahko rečem, eden najlepših za čas projekta. No, in jaz sem skoraj da prepričan, glede na to, da vem, da so uporabniki tudi kar vešči socialnih omrežij, da ste stkali tudi nekaj novih FB prijateljev ali pa še kaj drugega, ne? Ja, res je, smo se povezali seveda tudi preko socialnih omrežij, ker je to zdaj trend, se mi zdi, kar se mi tudi zdi prav, in tudi možnost imamo preko teh socialnih omrežij ozaveščati o sporočilu, o tem, kaj sploh delamo in zakaj se zavzemamo, s tem, da imamo nosilke nazivov, tudi povezavo z mladimi največ, to je naša največja publika in njih, se mi zdi, je treba najbolj ozaveščati o tem.
No, danes ste bolj v visokih petkah, pa verjetno ste bili tudi na tistem izboru v visokih petkah. No. Kako se je bilo pa sprehoditi na modni pisti pred varstvenim delovnim centrom v copatah? Prav posebnih, najbolj udobno, doslej res copati ne da so samo lepi, ampak so tudi res zelo udobni in ves poklon varstveno delovnemu centru, da imajo taka znanja, da delajo to, kar delajo. Kako boste vi v prihodnje sodelovali z varstveno delovnim centrom in vsem tistim, ki živijo in delajo, so uporabniki varstveno delovnega centra? Ja, kot nosilka naziva Miss Slovenije bom v letošnjem letu tudi ambasadorka projekta S teboj lahko, v katerem se bom zavzemala za bolj vključujočo družbo. Rada bi ozaveščala ljudi o tem, kako pomembno je, da se sprejmemo, da smo tudi drugačni in da s tem ni nič narobe. In res bi rada delala na tem, ker s projektom živimo, delamo to zgodbo in se mi zdi to res neka lepa zgodba za vsebino in bi rada, da to pride tudi do širše javnosti, predvsem do mladih, ker se mi zdi, da so še vedno polni nekih predsodkov in ne vidijo širše slike. Vem, da so tudi mladi v tem času, predvsem v tem korona času, kar precej v stiski. Lahko tudi njim pomaga, da se bolj seznanjajo s problematiko recimo varstveno delovnih centrov, da spoznajo, da pustijo sebi, da spoznajo te čudovite osebe. Ja, definitivno najprej morajo sami pri sebi iti nekako ven iz teh okvirjev, potem je pa ta projekt S teboj lahko res ogromna priložnost, da se oni sami vključijo, približajo njim in s tem tudi pomagajo njim na drugi strani, da se vključijo v družbo. Lahko se javijo kot prostovoljci in s tem pomagajo in sodelujejo z uporabniki VDC-ja in gradijo skupaj z nami to zgodbo in ta projekt. To je verjetno zelo pomembno. Glede na to, da predvidevam, glede na vašo mladost, da verjetno zelo veliko podobnih ljudi v svojem življenju niste spoznali, pa jih zdaj, ko ste spoznali uporabnike, več vidite, bolj opazite v okolici, ko pogledate naokoli? Jaz moram reči, da sem bila že v osnovni šoli zelo aktivna. Bila sem tudi v glasbeni šoli, bila sem plesalka in sem sodelovala na velikih projektih in med drugim prihajam iz Ribnice in sem tudi že sodelovala v osnovni šoli z VDC Ribnica, tako da poznam na nek način te ljudi oziroma vedno sem razmišljala drugače, nisem se zapirala, bila sem odprta, nisem se bala, če lahko tako rečem, ker se mi zdi, da se veliko ljudi boji te drugačnosti. Zdaj pa sploh, tudi ko sem šla v VDC Zasavje, sem šla z enim velikim pričakovanjem oziroma sem pričakovala, kaj bom dobila, pa je bilo na koncu še boljše, tako da. Glede na to, da med našim pogovorom, najinim pogovorom iz tega ribnika kar naprej skačejo ribe, bi bilo dobro, da bi vsi s sabo prinesli tudi ribiško palico, pa so šli športni ribolov, malce v šali. Koliko se pa zdaj že pripravljate na izbor Miss sveta? Konkretno oziroma skozi cel projekt so priprave, vsak dogodek, vse, kar počnemo z nekim namenom in vsa znanja bom na koncu združila, da bom pripravljena. Imam še veliko časa, tako da me še ne skrbi. In pričakovanja, da si daste na glavo neko drugo krono? Ja, možnost seveda je. Jaz vem, da se bom potrudila maksimalno, da bom Slovenijo predstavila v najboljši luči. Želim si, da bi Slovenija sama dobila na prepoznavnosti, ker vemo, da smo zelo majhni. Tekmovala bom z velikimi državami, z slavnimi svetovnimi državami, ampak jaz mislim, da ima Slovenija sama tudi potencial, da doseže, tako da cilji so, ambicije so. Bomo pa videli, kakšen bo izid. No, danes govorimo tudi o stereotipih in včasih je bil stereotip samo, da je lepa, pa je lahko potem Miss. Ni tako, ne? Ne, projekt Miss Slovenije že dolgo ni več samo lepotni izbor, ampak je ravno to projekt za vsebino, kjer se zavzemamo za drugačne vrednote. Dekleta imamo skozi cel projekt možnosti in priložnosti za osebni in karierni razvoj in smisel je, da ima na koncu lahko vsaka od njega veliko več kot samo lento, krono in naziv. Tako da tudi punce, na primer, ki
niso dobile naziva, še vedno lahko sodelujejo, če so se našle v zgodbi in to je v smislu. Zmaga, jaz bom tako rekla, zmaga najprimernejša, ne najlepša, ampak zato, ker lepota je relativna, vsi smo lepi, vsak je lep na svoj način. Zmaga pa res tista, ki začuti zgodbo, ki predstavlja vrednote, za katere projekt živi in v katere verjame. Še zadnje vprašanje, kje se vidite čez nekaj let? Čez nekaj let zanima me podjetništvo, tudi študiram v tej smeri. Slab mesec nazaj sem tudi diplomirala na ekonomski fakulteti in tudi ta projekt se mi zdi, da mi bo dal ogromno priložnosti, da se razvijam tudi v tej smeri in da svojo kariero začnem graditi počasi, tako da v prihodnosti v nekem uspešnem podjetju, mogoče mojem, tako da bom delala na tem področju in v tej smeri. No, z nami je pa prva spremljevalka Miss Slovenije za leto 2020-2021, Lina Jenšac. Točno tako. Čestitke tudi vam. Najlepša hvala, lepo pozdravljeni vsi, ki nas danes spremljate in predvsem hvala vam za priložnost, da se tako lahko še bolje predstavim. No, mimogrede, koliko je bilo tovrstnih priložnosti nastopati pred kamero v tem času, odkar ste bili kandidatka, pa potem, ko ste bili izbrani za prvo spremljevalko? Na projektu je bilo možnosti za sodelovanje in predstavitev pred kamerami kar nekaj, saj je projekt zelo aktiven na socialnih omrežjih. Veliko se pojavljamo tudi na Facebooku in na Instagramu predvsem, kjer ima vsaka izmed kandidat, ki pokaže željo za to, tudi priložnost, da o projektu kaj pove oziroma skozi projekt predstavi sebe. Tako da priložnost je zagotovo bilo. Se da sploh dan danes živeti brez teh socialnih omrežij? Zdaj, moja generacija, ne vem, je živela bolj po tem, da smo se potikali po gozdu, se lovili, plezali in tako naprej. Nismo imeli računalnikov. Ja, to je res. Torej, verjamem, da se vse da, če se hoče, ampak je verjetno v sodobnosti lažje živeti z uporabo socialnih omrežij, saj si lahko tako bolje obveščen o stvarih, ki se v svetu dogajajo, pa mogoče tudi hitreje najdeš interese, ki te zanimajo, saj nam spletne platforme predstavljajo res nek vir širokega spektra informacij, ki nam lahko v nadaljnjem življenju in tudi pri izbiri karierne poti zelo pomagajo. Kako ste pa vi? Ste tudi dobili kaj novih Facebook prijateljev, potem, ko ste prvič zapustili, odšli iz prostorov varstveno-delovnega centra? Ja, nekaj ja, ampak bolj kot spletni prijatelji so zame pomembni tisti pravi, ki jih lahko tudi obiščem. Tako sem moje prijatelje VDC Zasavja obiskala tudi na Pohorju, ko so tam zimovali. Prihajate iz tistega konca? Ja, prihajam iz Štajerske, zato je bilo mogoče tudi logistično malo lažje. No, aktualno Miss Slovenije nisem vprašal, kako to, da se je prijavila na izbor, bom pa vas. Na izbor sem se prijavila predvsem zaradi tega, ker sem projekt spremljala že dlje časa, predvsem pa zadnja leta, in ko sem ugotovila, da se je res Miss Slovenija prelevilo iz lepotnega tekmovanja v projekt, sem si zaželela biti del zgodbe, saj sem projekt takoj začutila in ni mi žal, zelo sem vesela, saj sem tukaj dobila veliko priložnosti in možnosti razvoja, predvsem v smeri dobrobit sočloveka in kariernega razvoja. Aha. Kako ste doživljali ves ta čas, tudi sam potem finalni večer v Hrastniku? Celoten projekt mi je, kot sem že povedala, dal veliko izkušenj. Zelo sem vesela, da sem se prijavila, tudi doživljala sem ga kot nekaj pozitivnega, saj je bolj kot neka tekmovalnost med dekleti vladala prijateljska energija. Eno drugo smo pri tem spodbujale in skupaj gradile zgodbo Miss Slovenije. Na finalni prireditvi je seveda bilo prisotnih malo živčkov, ampak smo na koncu vse skupaj super izpeljali, saj imamo za sabo res dobro ekipo, ki poskrbi, da je na koncu vse tako, kot mora biti. In kaj je naloga prve spremljevalke? Prva spremljevalka Miss Slovenije torej sodeluje z ekipo in pomaga naši aktualni Miss Slovenije graditi projekt in
podpirati vse segmente, na katerih projekt stoji. In če se mogoče Bog daj, ne, da se kaj takšnega zgodi, ne, pride bolezen, ste potem vi tista, ki nadomesti Miss Slovenije na izboru Miss sveta? Ja, tako je. V primeru, da bi res prišlo do kakšnega slučaja, bi se svetovnega izbora udeležila jaz, ampak načeloma pa to mesto pripada naši aktualni Miss Slovenije. Kako se boste pa tudi v prihodnosti vključevali tudi v ta projekt S teboj lahko? Se vidite tu v tem projektu, kako ga vidite vi? Pa tudi kako vidite same uporabnike varstveno-delovnega centra? Menite, da so uporabniki bolj sprejeti, kot so bili leta nazaj v javnosti, v družbi? Verjamem, da vsak, ko dobi priložnost, da pokaže sebe, to stori v najboljši luči. Tako so to za nas storili tudi uporabniki VDC Zasavje. Dekleta smo jih sprejeli z odprtimi rokami in smo ugotovili, da so res dobrosrčni ljudje, s katerimi je izjemno preživljati čas. Zato verjamem, da tudi projekti, kot so VIP Zasavje, na katerem smo dekleta gradile kot finalistke projekta in S teboj lahko, na katerem bom tudi sama še v prihodnosti sodelovala, je res izjemna priložnost, ki lahko morda uporabnike približa in predstavi tudi ostali javnosti, da spoznajo, da so res ljudje tako kot mi in da družba res mora biti povezana. No, se mi zdi, da to je en tak super projekt, da jim lahko pokažemo, da smo v resnici enakovredni in tako kot mi potrebujemo pomoč na določenih segmentih, tako tudi oni. Je pa pomembno, da na koncu dneva stopimo skupaj in da se res povežemo. No. Tako. In kje se vidite čez par let? Zdaj vi niste tako kot aktualna Miss Slovenije, da se recimo drugo leto ne morete znova prijaviti, ne? Ne, res je, jaz nisem na takšni poziciji, ampak mislim, da lahko pri projektu ostanem tudi, če se ne prijavim ponovno. Sama sem letos maturirala, tako da me v naslednjem letu čaka pričetek moje študijske poti, nato pa bom začela graditi na svoji karieri, si pa res želim ostati pri projektu, saj se tukaj res vidim, tako da mislim, da bom zraven študija tudi ostala pri projektu in ga pomagala predstaviti v najboljši luči. Verjetno si pa tako kot mi vsi želite, ne, da ne bo spet vse potekalo nadaljavo. Ne, res je, predvsem zaradi prestopa, torej študente. Ja, ker začnem študirati, bi res rada spoznala svoje nove kolege. Tudi pouk se mi zdi, da drugače poteka v učilnicah kot pa nadaljavo, tako da ja, upam, da bo kmalu spet se postarem. Neža Šinčič, tudi vam iskrene čestitke za to, da ste na izboru Miss Slovenije 2020-2021 postali druga spremljevalka. Hvala. Kako je bilo? Zakaj ste se pravzaprav sploh prijavili? V bistvu sem pač čistko iz Firpca, bom povedala. Nisem točno vedela, kaj me čaka, ker sem pač že po naravi tak človek, da se ne pripravljam vnaprej, vedno se prepustim toku in vedela sem, da nič ne morem izgubiti. Potem sem pa dejansko začutila tudi zgodbo, ker dejansko si sploh nisem predstavljala, kako se tu poteka. In potem sem se kar hitro začutila v tej zgodbi. Vsak dogodek, ki smo imeli s puncami, je bil res nekaj posebnega. Kateri vam je mimogrede ostal najbolj v spominu? To je zelo težka izbira, ampak ja, definitivno mislim, da zdaj skoraj ta zadnji dogodek, ki smo bili tukaj pri VDC Zasavju, ko smo se res pač podružili s temi ljudmi, ki so res dobrega srca in še posebej njihovi copati, moram reči, da so me zelo navdušili, še zdaj jih nosim vsak dan doma, tudi če poletje pa je vroče, ampak mislim, da si od njih vsak dan, no. Tako da mislim, tu bi eden dogodek, drugi pa spet ne vem, ker rada kuham, mi je bilo všeč pač, ko smo pripravljali svoje sledice, s puncami vsaka po svoje, pa spet smo bile v Hrastniku, ko smo kuhali za družine v stiski, tako da je kar, no, mislim, res je težko pač izpostaviti sam en dogodek, no, vsak posebej je bil zanimiv. Tudi sicer imate to v sebi, da radi pomagate tistim, ki so pomoči potrebni? Ja, zelo rada. Zaradi tega, ker
se mi zdi, da vsaj enkrat v življenju se srečaš z nekom, ki vidiš, da je pač potreben pomoči in je fajn pač pomagati ljudem, zaradi tega, ker vidiš potem, ko nekomu pomagaš, kako ti je hvaležen, kako je vesel in jaz res vsakmu prvoščam, no, da pač živi življenje, kakor si ga želi, no, tako da res, kar se da, pomagam na najboljši način. Ste kdaj prej spoznali tudi kakšno skupino uporabnikov varstveno-delovnih centrov, recimo vaših koncev, mimogrede, iz katerega konca pa vi prihajate? Ja, jaz drugače prihajam iz Razrtega pri Postojni. Moram priznati, da prav iz varstveno-delovnega centra ne, ampak je pa dovolj ostalih ljudi, ki pač vidiš, da so potrebni pomoči. Sem imela tudi sošolce v srednji šoli, pač so mladi, ampak preprosto ne vem, živijo v takih družinah, da ni glih vse tako, kot bi moglo biti, ne. Tako da ne vem, potem, ko sem bila v osnovni šoli, sem pela v pevskem zboru, pa smo šli v dom upokojencev, ko so tudi ljudje že pač proti koncu, ampak so res veseli, ko pač jim pridejo taki mladi ljudje pač neki zapet in je res pač lepo videti, ko nekoga osrečaš, no. Kako je bilo stati na tem finalnem večeru na odru in čakati, kaj bo? Mislim, glede na to, da sem prvič doživela en tak dogodek, da sem, ker drugače sem po naravi bolj športnik in nisem glih vsak dan v petkah obuta, ne. Najprej sem se bala, da bo tako malo neprijetno vse skupaj, ker sem bila v tisti dolgi obleki, ampak dejansko pol, ko si že imel ljudi okoli sebe, predvsem punce, ki pač res smo se razumele, pa ljudi, ki so te gledali, ki so te spodbujali in pol kar pozabiš na tisto živčnost. Dejansko sem bila zelo sproščena in vedela sem, da sem prišla do finalne prireditve, kar si na začetku sploh nisem predstavila in že tu mi je bila ena velika zmaga, tako da boljše ne bi moglo biti. Kje razmišljate, da bi se še prijavili tudi za naslednjo leto, ko menda znova bo, ne, izbor? Ja, mislim, da sem dosegla vse in še več in da ne bi rabila še ene prijave, ampak zdaj sem tukaj, pomagam pri projektu in če se le da, bom pomagala še naprej. Tako mi čakam, da spoznam naslednja dekleta, ki pridejo, da bojo kot kandidatke in da jih bom lahko pač tolažila, če bo kaj narobe, ker pač jim lahko poveš, da si tudi ti to doživel in mislim, da sem dala to čest in da ne rabim doči enkrat, no. Bom pa definitivno naslednjo generacijo pač probala spodbuditi k temu, da začutijo zgodbo, tako kot smo jo mi. Kako pa okolica sprejema, pa je sprejela vašo kandidaturo za izbor Miss Slovenije? Noben si ne bi mislil, da bom jaz zdaj tukaj pristala, ker pač sem kmečka deklina in najprej tako si pomislil, kaj bo ona tle delala, ne. Ampak v bistvu, polka ljudem pač razložiš, zakaj se gre, ker je tu neka zgodba, začnejo gledati to drugače. Da je potrebna tudi široka razgledanost, ne? Ja, pač ne da je imel kdo predsodke, ampak preprosto tako sam pomislijo, ne Miss Slovenija, ne, ampak dejansko vsako dekle lahko pride pač sem. Če začuti zgodbo, pač je tudi tu, ne, tako da moram reči, da pol na začetku so bili vsi malo tako šokirani, pa dejansko te gledajo malo drugače, pa te vprašajo, kako je bilo, pa tako sam mali moraš razložiti, zakaj se gre, no. Tako da so kar pozitivno so me sprejeli, no. No, zdaj smo izvedeli kmečko dekle, potem smo prej izvedeli športno dekle, mogoče kakšen prav specifičen šport, aktivno se ukvarjate s športom? Ja, v bistvu kar tak neženski šport, no bom rekla, ker treniram akrobatsko zabijanje pri svetovno znani akrobatski skupini Dunking Devils. Tam glih ne skačemo v petkah, ne, tako da pač, ampak ja, mislim, prej sem sicer trenirala gimnastiko, pol pa, ker sem pač tak človek, da ne morem trenirati samega športa, sem rekla, bom šla še malo dlje in tako da v bistvu tle pa skačeš žogo v zraku, ne, in zabijaš na koš, tako da je malo bolj nevarno. Sem tudi že občutila poškodbo, ampak grem naprej. Zdaj stojim spet na nogah in bom trenirala, dokler me bojo noge zdržale. In glede na to, ne, da ste malce tudi strokovnjakinja za košarko, ne, Olimpijske igre se pa bližajo, Dončić in ekipa naša, bo medalja? Ja, jaz mislim, da ja. Jaz mislim, da ni dvoma o tem. So jo že dobili enkrat, tako da so močni in jaz verjamem v to, no, da bojo prišli zelo daleč. Zdaj dobimo pa še medaljo na izboru Miss sveta, ne, oziroma krono, pa bomo srečni vsi. Ja, res, se strinjam. No, z nami je pa tudi Ivančanka, ne? Tako je. Klavdija Kastelic, Miss osebnosti za Miss Slovenije 2020-2021. Zdaj,
ko pomislimo mis osebnosti, se mi zdi, ne, kaj naj bi bilo, ampak po mojem je najboljše, da nam vi to pojasnite. Nam, meni in našim gledalcem. Seveda. Najprej najlepša hvala za povabilo in za priložnost. Mogoče, da povem nekaj o nazivu mis osebnosti iz moje perspektive in zakaj mislim, da sem si zaslužila ta naziv. Čez celoten projekt sem zelo osebno zrasla. Projekt ti da res izjemno veliko priložnosti, da se uresničuješ, ugotavljaš, kaj ti ustreza, kaj ti je všeč, kaj ti tudi ni všeč. In se mi zdi, da na tej poti sem jaz odkrila zelo veliko stvari tudi o sebi in sem se po končanem projektu vrnila, ampak sem postala še boljša oseba, predvsem s tem, da vem, kdo sem, seveda pa celo življenje odkrivamo, kdo smo, tako da vem, da me čaka še dolga pot, ampak sem pa izjemno hvaležna, in zaradi tega tudi mislim, da ta naziv, No, kalili ste se pa verjetno na Jurčičevi poti, ne? Literarnem pohodu, ne? Seveda. Ste kdaj celotno traso prehodili? Sem, seveda, ja, to je res naša znamenitost. Tudi Jurčičeva domačija, letos je tudi Jurčičevo leto, je pa res en izjemen slovenski pisatelj. Ki ga še zdaj kdaj vzamete v roke, ne? Tako oziroma njegova dela. Sploh 10. brata. Tako, ja. Kako to, da ste se sploh prijavili na izbor? Pa kako je bilo potem tisto čakanje, ali boste prišli v tisti ožji izbor? Pa seveda potem spet čakanje na odru, ko so povedali, kdo bo dobil, katera bo dobila kakšen naziv. Ja, celoten projekt sem najprej spoznala, moram priznati, da prek socialnih omrežij in prek njihove spletne strani kasneje. Videla sem, kaj se dogaja, kakšni različni izzivi čakajo dekleta na tej poti in želela sem si to doživeti tudi sama. Vemo, da čeprav se mogoče včasih sliši klišejsko, živimo samo enkrat in treba je izkoristiti priložnosti. In jaz sem vzela to kot priložnost in se prijavila. Če pa govorimo o tem čakanju, moram pa priznati, da je bil tudi to en izziv, predvsem tudi zaradi tega, ker dekleta nismo vedele, kaj nas čaka v vsem tem času, ki se nam trenutno zdaj dogaja. In seveda, je bil izziv, ampak v pozitivnem smislu. Kakšen spomin pa so vam ostali obiski v Barstonu delovnem centru? Zasavje, pa tudi vaš pogled na ta projekt s teboj lahko, kako ga vi vidite? Ja, jaz imam res izredno lepe spomine, ki verjamem, da bodo še nastajali. Sploh naša skupna modna revija, kjer smo še bolj osebno spoznali vse uporabnike, kjer smo skupaj se sprehodili v dvojicah po modni pisti. Res so eni srčni ljudje to in sem res navdušena, da sem lahko del tega. Verjamem pa, da nas čaka še veliko trenutkov vnaprej. Se boste še kaj vračali sem v Zagorje, v Zasavje? Seveda. Je to en tak konc, ki je kar blizu nam Dolencem, tako da, ja. Kakšna je pa sicer vaša življenjska pot? Kaj pričakujete od življenja? Dobro vprašanje. Seveda pričakujem v samem začetku, da še vedno odkrivam, kdo sem, kje najboljše delujem, kako najboljše delujem. Izjemnega pomena se mi zdi, da skrbimo zase kot za posameznika, zaradi tega, ker tako gradimo družbo, posamezniki smo družba, zaradi tega se mi zdi to izjemnega pomena. Moja trenutna pot je študij in vključevanje v družbo. Pomagam na različnih področjih, sem članica kluba Rotaract, sem tudi v mladinski komisiji v Ivančni Gorici, kjer kot predsednica se trudim za mlade skupaj z celotno ekipo. Vnaprej pa pričakujem še vedno to pomoč ostalim, pa seveda, da gradimo to skupaj, ker se veste, kako pravijo. Pojdi sam, če hočeš iti hitro, če pa hočeš iti daleč, pa pojdi skupaj. Vaša predhodnica je dejala, da se ukvarja tudi športom, prav posebnim športom. Kaj pa vi? Kako ste na ti športom?
Moram priznati, da sem na ta način, da se sama ukvarjam s športom. Najrajši tečem v naravi, res cenim to, kar imamo. Po Ivančni Gorici, kje? Ja, seveda, mi imamo veliko krasnih poti po gozdih, po poljih, kjer je ogromno kolovozov, kjer je najlepše. Se mi zdi, da narava ima neko to posebno energijo, zaradi tega, ker okolje, če nimamo čistega okolja, če nimamo zdravega okolja, potem tudi mi ne bomo zdravi, če lahko tako rečem. In to mi daje tiste jutranji zagon za nov dan. Če nekaj obljubite, ponavadi besedo držite? Ja, absolutno. Me je življenje naučilo, da je tako najboljše, tudi starši, in tako je prav, zaradi tega, ker moraš biti mož beseda. No, in če vas vprašam, ali pa če vam rečem, ali lahko obljubite, se boste podali naslednjo leto, mislim, da prvo marčevsko soboto, na ne vem, kateri že, Jurčičev literarni pohod? Ja, absolutno. Jaz se bom že nekajkrat vmes, pričakujem zdaj v kratkem, da grem tudi en krog, tako da ja, absolutno. No, se vidimo. No, z nami je tudi Dea, Sofija. Ja, tako. Irmančnik, Ja, zanimivo ime. hvala. Vi pa ste Miss slovenskih novic za Miss Slovenije 2020-2021. Torej, v izboru sodeluje tudi časopisna hiša Slovenske novice. Sodeluje že kar nekaj časa, ja. In je tudi naš poslovni partner. In od njega imamo tudi, mislim, nam zelo pomaga, da pri novicah, mislim, nam pomaga do tega, da nas bolj poznajo. Ne? In tudi torej pišejo vas. Ja, res je, ja. In tudi kot Miss slovenskih novic, me niso zbrali, mislim, kako ne rečem, naši, a ne? Ampak poslušalci, bralci, ker smo imeli pred finalom, smo imeli uradno fotografiranje, ki pa so potem odšle na socialna mrežja in so me v bistvu bralci in pa moji, Torej, če se ne motim, vam ta naziv ljudstva na nek način kar veliko pomeni, ne? Ja, tako je. Mi to veliko pomeni, res. Kakšna pa so bila vaša pričakovanja, ko ste se podali na ta pota? Ja, nisem preveč pričakovala, ker nikoli ne veš, lahko si preveč razočaran, in sem se prepustila toku, v bistvu, Ker sem se na projekt Miss Slovenija v bistvu prijavila bolj zaradi novih izkušenj, ker sem tudi sama po sebi bolj nesamozavestna in mi je projekt Miss Slovenija res zelo pomagal. No, zdaj bova povedala, iz kje ste, ne? Ja. Zdaj zagorski romarji že skoraj 3 stoletja romajo po 3-dnevni romarski poti, gredo tudi prek Lipe do recimo Gornjega grada, pa potem še naprej do Marije Zvezde v Novi Štifti. Ja, tako je. Po mojem smo se kdaj tudi srečali, gremo tudi skozi vaš kraj, ne? Ja, jaz sem iz Zgornje Savinjske doline, iz Šmartnega ob Dreti, natančneje pa iz Spodnjih Kraš. To pa je še manjša vasica, tam verjetno niste šli mimo. No, tam pa res verjetno ne. Pa poznate to romarsko pot? Ja, sem že slišala, Ja. No, kako je bilo, ste bili tudi vi v varstveno-delovnem centru pred dobrim mesecem dni nazaj, kako je bilo, kaj ste začutili takrat? Ja, najbolj mi je bilo všeč, ko smo imeli z VDC Zasavju, z uporabniki VDC-ja, modno pisto, ki smo se skupaj z njim sprehodili, ampak moram reči, da je bilo vzdušje res svetovno, vsi smo se sprostili in to je bilo najbolj pomembno, da smo vsi eno in da ne delamo razlik med nami. To je najbolj pomembno. Koliko ste pa vadili pred tem? Mi, tisti, ki smo si to ogledali, smo si ogledali potem tisto finalno prireditev, ne? Kako dolgo smo vadili? Ja, par ur pred... In kako je bilo, kakšni vtisi? Pa super, res, nimam kaj drugega za reči. Kakšni so ljudje, uporabniki varstveno? Preprosti, res, to je najbolj pomembno. Pa najbolj pomembno je, da jih mi zastopimo, ker veste, da se tudi najdejo takšni in drugačni ljudje. Ampak, glejte, če so ljudje, kako naj rečem... Odprti, ja, potem pač gremo mi tudi s takim skupaj,
In ponavadi so tudi to ljudje, ki imajo vedno na obrazu izrisan nasmešek. Ja, ne? res je. Tako, pa takih je tudi veliko, tako bom rekla. Jih tudi v svojem okolju srečavate takšne ljudi, V našem ki so okolju? recimo, ki živijo malce na obrobju, ki so drugačni. V našem okolju? Ja. Ja, ker tudi pri nam v muzejju so začeli delati tudi ne VDC, ampak tudi za ljudi z posebnim potrebam, ampak še niso dokončali stavbe, zato tudi pač ne morem več o tem povedati. Ne? Ampak vem pa, da se dela tudi pri nam. Poznate ta projekt S teboj lahko? Boste kje sodelovali tudi kot Miss Slovenskih novic? Ja, zaenkrat bom sodelovala bolj kot Miss Slovenskih novic, bom bolj z njim hodila. Če pa mislim, najdla sem se pri tem projektu, ampak Vse je odvisno tudi verjetno od povabila. Ne? no to, Če vas točno bodo tako. povabili, boste prišli. Ja, absolutno. Aha. Kje se pa vi vidite čez nekaj let? Zdaj, koliko vem, seveda vem, lahko še ponovno kandidirate za Miss Slovenijo. Ne? Ja, ampak sem zaenkrat zelo zadovoljna s svojim Nazivom, ne? tako in ne bi še šla enkrat. Drugače bom pa ostala, mislim, zdaj sem končala srednjo zdravstveno šolo v Celju in bom nadaljevala kot diplomirana medicinska sestra, zaradi tega, ker se lahko pohvalim, da sem v tej krizi, ki smo imeli pri koroni, da sem delala pol leta v rdeči coni, v Topolšici. In ja, Kako je bilo? Kako je bilo? Super, vse zaradi tega, to me je zelo ganilo in sem... No, super je bilo, ampak verjetno tudi zelo naporno v Ja, skafandru. seveda, mislim, mora biti človek za to, vsak ne more iti v to smer. Je bilo težko biti oblečen v to plastiko? Ja, ampak če imaš rad ljudi, če to z veseljem delaš, gre vse, mislim, pozabiš na to. Verjetno je pa kar nekaj vaših sošolk ali pa sošolcev, ki so tudi v tem času rajši šli delati tudi v kakšno tovarno, kot pa da bi mogoče pomagati. ne? Torej moraš imeti to Ja, etiko v sebi. Ne? ja, res je. In se vidite tudi v tem poklicu. Ja, no, glih zaradi tega, ker sem pomagala v rdeči coni. Prej se še nisem videla tako, tudi po končanju srednje šoli. Ne vem, sem razmišljala, da bi se pač preusmerila, ampak po rdeči coni, pač ko sem videla, kako nas potrebujejo, pa sem si kar premislila in sem rekla, da bom ostala v tem poklicu. In to je to. Ja. Se vam je kdaj zdelo, da to bolezen, koronavirus, COVID-19 jemljemo malce neresno? Ali pa da ga nekateri malce neresno jemljajo? Nekateri, tako bom rekla. Ja. Prijatelji, ja. Ste se kaj soočali tudi s kakšno smrtjo? Ne, zaenkrat še mi ne, moram reči hvala Bogu. Hvala Bogu. Ker ne tako ostane. No, z nami je tudi Klavdija Čakš, prav posebna ambasadorka. Tako. Kakšna? Ambasadorka Modern Beauty. No in kako je prišlo do tega? Ja, v bistvu sem sodelovala pri projektu Miss Slovenije in eden izmed poslovnih partnerjev je tudi Modern Beauty, katerega lastnica je naša mama projekta Jelka Verk in tako sem si potem jaz zaslužila ta naziv. Aha, in kaj vam pomeni ta naziv? Ta naziv pomeni, da bom jaz lahko v prihodnje sodelovala z to družbeno odgovorno znamko in morda bom tudi sodelovala z VDC-jem Zasavje, zato ker tudi sodelujejo njihova blagovna znamka Prešito in pa Modern Beauty, tako da bomo mogoče v prihodnosti kakšen skupen produkt naredili. No. Menda ste vse presenetili, ko ste se prijavili na izbor, nikomur povedali prej, ne? Ja, točno tako Kako je bilo. to? Ja, jaz sem v bistvu že kot mala punčka sanjala o tem, da bi nekoč sodelovala na takih projektih, ampak vedno sem bila tak, ne, pa sem premala, pa nisem to, pa nisem ono. Potem pa sem spoznala globljo vsebino tega projekta in zakaj se zavzemajo, da podpirajo slovensko, podpirajo domače in da ni važno samo neka zunanja lepota, ampak kar imaš tu notri. In zato sem se prijavila in vsi so bili navdušeni, no, ker niso pričakovali, niso si mislili, da sem tako pogumna, ampak je šlo. Je šlo. Ja. In potem so verjetno močno navijali potem za vas, ne? Zelo. In so vas podpirali? Zelo. Se mi zdi, jaz sem ena izmed tekmovalk oziroma iz kandidatk, ki sem imela največjo podporo tudi svojega kraja, ker so se nenormalno angažirali, celo platna so si kupili in potem spremljali prenos, tako da sem imela res veliko podporo. No. No in če nam zaupate, kateri kraj je to? Šmarje pri Jelšah. In
Za tiste, ki še tam niso bili, zakaj bi bilo dobro ga obiskati, ta kraj? Zato, ker meni je definitivno to najlepši kraj v Sloveniji. Imamo pa eno posebnost in to je, da imamo Kalvarijo Svetega Roka, ki spada na seznam 7 čudes Slovenije, in pa imamo tudi edini muzej baroka, tako da te dve stvari. Ja, dobrodošli. No, zagotovo pa glede na to, da ste se dobro počutili v varstveno-delovnem centru Zagorje, med uporabniki pa da tudi podjetje nekako sodeluje s tem varstveno-delovnim centrom, se boste tudi vi še vračali, kaj? Ja, sigurno, ker to je v bistvu, če vam povem lahko, jaz bi rada v prihodnosti odprla svoj vrtec, ki bi vključeval terapevtske živali in bi bil za otroke s posebnimi potrebami. Tako da moje srce je vedno tu v bližini ljudi, ki imajo ne vem kakšne primanjkljaje, kakšne duševne motnje ali kakšne druge motnje. Zato bi definitivno rada z njimi sodelovala in si nabrala dragocene izkušnje. Ste v svojih rosnih letih srečali koga, živeli s kom, ki je takšen? Ja, v bistvu nekaj let nazaj je mojega strica doletela prometna nesreča in je bil na vozičku, tako da sem že bila seznanjena s tem. Sem pa tudi pomagala enemu dečku že kar nekaj let pri učenju, ker je imel težave z govorom in učenjem, tako da mi ni to tuje. Gre veliko energije, ne? Ampak se mi zdi, da jo vse več dobimo tisti, ki... Vračajo nam to z vsako minuto, tako da potem na tisto energijo, ki jo daš, kar pozabiš. Kje se vidite v prihodnosti, ste na nek način že povedali. Ja. Kako ste pa kaj športom? Za športom? Atletiko sem trenirala 8 let, drugače sem pa se sprobala vsem. Tek na 60 in pa 100 metrov. Nam zaupate najboljši čas? 7,1 Kaj pa na 100 metrov? Na 100 metrov pa se dejansko ne spomnim, ker to sem bolj na 60 bila. Zdaj ne več? Ne, zdaj ne več. Zdaj sem sam še za kakšne sprehode, pohode v hribe, kaj takšnega. Špela, bom čisto po moško dejal, danes mi je bilo pa res lepo. Ja, verjamem, Igor. Verjameš, ne? Verjamem pa, da je bilo tudi vsem uporabnikom, pa tudi vsem zaposlenim v varstveno-delovnem centru lepo, ko so se kandidatke za Miss Slovenije, pa tudi takratna aktualna Miss Slovenije, oglasile v varstveno-delovnem centru in ste zaorali prav posebno ledino. Ja, tako je. Jaz sem res vesela, da so pač naključja oziroma so to naključja, so to neki srečni dogodki v življenju prinesli to, da sva se z Jelko spoznali, povezali, da so vse nastale dobre stvari, ki, bom rekla, se niso z VIP Zasavjem zaključile, ampak se šele močneje odvijajo in to rekla tako na strani blagovne znamke Modern Beauty, Zero Waste izdelkov, kot na strani ambasadorstva Miss Slovenije pri projektu S teboj lahko v Zasavju. Saj menimo, da ravno, bom rekla, združene populacije, bom rekla na eni strani Miss, ki jih stereotipno povezujemo samo z lepoto, in na drugi strani VDC uporabniki, ki so mnogo let pa še vedno so preveč izključeni iz običajne družbe. In zdaj, če se vse to poveže, bom rekla, se lahko naredi, bom rekla, res ena taka fajna zgodba vključevanja oseb s posebnimi potrebami v družbo, kar je pa bistvo tega projekta S teboj lahko, da se pokaže, na kakšen način lahko okolje, čisto vsi ljudje prispevamo k temu, da je naša družba bolj vključujoča, da lahko uporabniki, ki so tega zmožni, zaživijo čim bolj samostojno življenje, bom rekla, izven inštitucij. In to je tisto, kar velja in se bo tudi nadgrajevalo? Ja, in to je tisto, kar velja, se bo nadgrajevalo. Jaz verjamem, da bojo naše izkušnje skupaj z nosilcem projekta VDC Polž prišle potem tudi seveda predebatirano v samo zakonodajo, kar bo omogočilo tudi sistemsko, ne samo preko projektov, odraslim osebam s posebnimi potrebami oziroma intelektualnimi ovirami zaživeti čim bolj samostojno življenje. Zdaj nam pa ne preostane drugega, kot da preostale mesece do izbora Miss sveta navijamo za Miss Slovenije, da postane še Miss sveta, ne?
tako, navijamo na eni strani za Miss Slovenije, da postane Miss sveta, na drugi strani pa da se čim več uporabnikov, tudi njihovih svojcev, opogumi in gre na to pot samostojnega življenja, opolnomočenja in če se le da, zaživi s podpornimi storitvami čim bolj samostojno.